kasneje, zdaj pa v teh časih že, ko so te novoletke začinjale pa to, ne, je pa kar naenkrat si pa je postal dostop, ne, recimo internet in to je omogočalo, da si ti basically si poiskal, kar si hotel. Se pravi, od te japonske ta kultura je postala kar naenkrat dostopna, pa ne tako v nekih odtenkih, ampak vse. Ti si takrat, kar si hotel, kjerkoli anime si basically lahko dobil, sicer drugačka danes, ampak lahko si, In, še vedno si rabo marsikaj torrentat, ni bilo še streaming servisov. Torrentov še ni bilo takrat, to še koncept ni obstajal. Jaz si še Emule, pa še to je že to novo. Na začetku si pač imel FTP, in FTP in si imel tam bulletboarde in si pač tam rekel, kaj bi rad in ti je nekdo odprl FTP in si dobil password in si zloadil. Pa si imel kaj so imeli, kaj so uzurpirali ta švedska University Network, kaj so imeli, pa norveška, pa finska, in je tam gor na teh serverjih bilo vse. Se pravi, cel zakladnica človeštva je bilo tam in si pač tam je bilo pa tako available, ne skozi, in si lahko downloadil, kar si hotel. Tako da Pirate Bay pol nastal na švedskem. Sej pač so še vedno največji, to je pač naprej, kar seveda to sploh na začetku noben ni pogrunto, ali pa noben mu je bilo vse, da so serverje te univerze uporabljali. Problem včasih je bil, da nič ni bilo uradno licencirano. Torej, itak nisi imel druge opcije, kakor da si dobil stvari ilegalno. Ne, nisi mogel dobiti. In tudi Japonska ni to delala za svet, oni so to za sebe delali. Ljudje so dobesedno iz televizije ripali animeje, jih poslali na internet, nekdo je prevedel in tako smo mi dostopali do animeja. In pa so vse razvijali in to subtitli in kako to se projicira gor na te filme in vse se je iz te nekak potrebe razvijala. In pa so začeli v bistvu na nemških televizijah, ne vem, ta Vox ali kaj je bil, so imeli v polnoči, ne vem, so te vrtele. To je bilo pa tako, za mene ta prvi tak resen, konsistenten vstop v to anime kulturo, ker so vrteli res, tam so zbrali, ni bilo tako kar vse, ampak so zbrali res tako hude stvari. Tako res dark. Akira, MD Geist, noben ne poznam, ampak priporočam. Tako, tam si pa to gledal, in pa je bilo to, kar smo rekli, kaj je v Kiberpipi, da se to projicira. Tako sem jaz pa zvedel, da se to tam dogaja in pa sem šel pogledat. In pa smo tam gledali to, si prišel, si šel žurat, pa se ni nič dogajalo, je bilo žalost, pa si šel pa v Kiberpipo anime gledati. To si najboljši žur. In pa si bil do zjutraj, je bilo ponavadi, ker se je pa te gledali, pa tudi se tako, ne vem, itak se je gledali 2-3 filma, recimo, pač so bili filmi, ali pa pač po celo sezono. Nekdo je zdownloadil in gor in maratonov. Ja, maratoni so bili. Se spomnim, ne vem, spomnim se ta Scrapped Princess. Good shit, ja. Se s tem sem tudi navdušil, sam ne vem, kdo me je navdušil s to serijo. Ja, to je res prvi, ko sem gledal. Da, hudo. Pa je pa še ena, je bila, ki pa ne morem, mogoče tudi za vas vprašanje. Ki je neki To the Stars, ali Shining of the Stars, ali neki tasga. In je, značilnost je to, da se tako v vesolju se dogaja, valjda, in so te bitke in to. In vse te kapitani so teh ladij, in imajo pred vsako, govorijo, kaj bojo naredili v bitkah, In to govorijo tako, da tako meč vam potegnejo in sedijo na mostu in tako imajo take monologe dolge. In hkrati je pa zgodba še na enem planetu poteka, ker je nekdo stranded od teh, kakor neka princesa ali princ ali neki.
Ampak to je res, ko to poskušam se spomniti, pa ugotoviti, kjera serija je. Ne vem, na kaj me to spominja, ampak to mora biti tisto pozna 80-ta, ja, to mora biti old school, 90-ih. ja. Sred 90-ih bi jaz rekel. Tako da si jaz predstavljam čelado, katero je imel. Sred 90-ih so bili, kaj je bilo takrat popularno? Legend of the Galactic Heroes, pa Saint Seiya. To ni to. Ni tako, jaz se taka Makros ali pa ta Battleship Yamato zadeva. Sej, veliko si imel teh sintetik, ki so pač probali narediti franšize, ki so popularne kot te franšize, zato da, koliko kar imaš danes milijon isekaj, right? Sej v tem smislu je bilo. In je v bistvu to, ko si to gledal, ko je bilo vse pretirana, ne. Ne vem, recimo, pač meni je bil tak tip všeč, ne, recimo že ta Makros ali pa Battleship Yamato, ki so v vesolju, ampak imajo misle, ne. In pa te misli, tako horde teh mislov z dimom, ne. Potem animacija, ko se takrat razvila. Je to čist nekaj drugega, kot kar te ne vem, ameriške, ki so z unimi laserčki se šli, ne. In ta Doom, aspekt, ki je bil, ne, recimo vseh Akira, Evangelion, ne, vse to, ima zmeri ta Doom aspekt, ne, ni neke rešitve, se samo bomo preživeli naslednji dan, ne. In to je bilo pač mi zanimiv tak koncept, ne, za razliko tega hollywoodskega pretiravanja in ne. Good always prevails. Ja, črno-belo je bilo. Tukaj niso bili, tudi recimo v temu Yamato, ti spoznaš te aliene na nek način, oni imajo tudi nek motivation, drive. Oni so dejansko delali world building, ti si spremljal razvoj in jaz sveta. Recimo za mene, ker en od mojih hobijev je bila v srednji, pa že v osnovni šoli v bistvu, še najbolj je bila druga svetovna vojna, in sem veliko to študiral, in če to poznaš, zgodbe teh glavnih akterjev, oni so pač imeli motivacijo. Lahko rečeš, da je napačna, ali pa da je zgrešena, ali pa da je problematična za človeštvo, ali pa karkoli, ampak ni kar, da so se zjutraj zbudili, pa rekli, da bojo svet uničili. Ali pa želeli vzeti za sebe. Ampak je pač kombinacija različnih ljudi, dogodkov, isto kot good guys v bistvu delajo. Imaš glavne junake, ampak glavni junaki niso nujno tisti, ki morajo recimo premagati enega slabega, ampak ti sam spremljaš njihovo zgodbo in ni nujno, da njihov vpliv na svet je tisto, kar bo določilo konec zgodbe. No, pa predvsem to, kar je proti tem junakom, ima tudi zgodbo. Se pravi, to pustimo zdaj, kaj junaki kakšni so. Tudi antagonisti imajo dejansko neko... On je protagonist svoje zgodbe. Ja, imajo neko svojo zgodbo, ne? V bistvu to. Jure, pa lahko pošiljam film, ki sem ga snemal, v bistvu zdaj že 2. Če si ljubitelj prve pa druge svetovne vojne, sem snemal Predam se, pa zdaj nazadnje bo v kinu v Trbovljah še Ostri vrh. Juvan je ponosni snemalec. Snema prav, ja. Se že vojaških filmov. Ti bom polinkal.